Spoštovane posavske dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi profesorskemu zboru. Pozdrav in iskrena dobrodošlica v Krškem, v Posavju, pa predstavnikom Dijaške organizacije Slovenije. Posavje je regija, ki ima niz srednjih šol, imamo 3 fakultete, imamo bolnišnico, prečudovite gradove, ki krasijo našo kulturno ponudbo. Na drugi strani cela vrsta športnih objektov, odlične glasbenike, tako posameznike, kakor tudi tiste, ki delujejo v zborih. In na ta način kažemo atribute pokrajine, regije, ki nujno rabi kvalitetno srednje šolstvo. Srednje šolstvo brez dobrega gospodarstva ne pomeni pravzaprav nič, zato me veseli, da imamo v Posavju tudi močne stebre gospodarskega razvoja. Energetika zaznamuje naš prostor, od hidroelektrarn, termoelektrarne do nuklearne elektrarne Krško. Po drugi strani je zgodovinsko v našem prostoru prisotno papirništvo, kovinsko-predelovalna industrija, lesno-predelovalna industrija, v zadnjem času vedno močnejši turizem, ki se naslanja na odlično kmetijstvo in vse skupaj, kot sem že dejal, rabi dobro srednje šolstvo. Žal je kljub vsem tem atributov v Posavju premalo srednjih šol. Kar polovica posavskih dijakov obiskuje srednje šole zunaj posavskega prostora, zato mislim, da moramo narediti vse, da razširimo srednješolski program v Posavju, da ga tudi prilagodimo našemu razvojnemu konceptu. V tem delu poskušam tudi sam kot evropski poslanec, nekdanji župan, odgovoriti na nekatera odprta vprašanja. Zato sem skupaj s posavskimi srednjimi šolami, skupaj s starši, osnovnimi šolami, občinami, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, številnimi posavskimi podjetji zagnal projekt Zavezništvo za mlade, ki na nek način odgovarja, kako približati šolski sistem in gospodarstvo. Veseli me, da je v lanskem letu občina Krško odgovorila in se vključila v projekt na takšen način, da je financirala študentsko delo za mlade. Po drugi strani smo ponosni na projekt Erasmus+, ki je pod vodstvom na nek način obrtne zbornice v sodelovanju z občino Krško, Krško srednjo šolo, kolegi iz Hrvaške, iz Vojvodine, tudi iz Nemčije, si zadal velik cilj, da naredimo mojstrsko šolo. In še drugih projekti, ki potekajo v okviru liderja, predstavitev poklicev, so namenjeni temu, da dejansko mladi pravočasno sprejmejo odločitev o svojem bodočem poslanstvu, o svoji bodoči karieri. Vesel sem, da imamo tudi relativno dobre materialne pogoje v srednjih šolah, da pri zagotavljanju teh pogojev sodeluje tako posavsko gospodarstvo kot posavske občine in prepričan sem, da je veliko že narejenega, na drugi strani pa ste danes zbrani ta pravi, da poveste, kaj je še treba zagotoviti, da bo srednje šolstvo še boljše in da bomo v prihodnosti imeli večji delež posavskih dijakov v naši regiji, v Posavju, na drugi strani pa, da bodo tudi v gospodarstvu s kadri, ki prihajajo iz srednjih šol, kasneje tudi iz fakultet, še bolj zadovoljni, kot so danes, ko marsikdaj opozarjajo na to, da se na nek način tisto ta pravo uvajanje v poklic prične šele, ko pride na delovno mesto. Tu mislim, da imamo marsikaj za postoriti in tudi sam se bom še naprej zavzemal v projektu Zavezništvo za mlade, da rešimo nekatere probleme. Lep dan vam želim.